Oddaja Ambienti že vrsto let spremlja domačo oblikovalsko in rokodelsko sceno ter posebno pozornost namenja mladim ustvarjalcem. Letos se je redakcija povezala z razstavo Top ideje, ki v okviru sejma Ambient in Dom Plus predstavlja obetavne talente in po ogledu vseh prispelih idej dodatno medijsko predstavitev podelila Sari Kresal. Saro Kresal zaznamuje delo s steklom, materialom, ki prostoru prinaša eleganco, lahkotnost in brezčasnost. Iz družine s steklarsko tradicijo je oblikovala lastni izraz, ki steklo preoblikuje v mehke, zaobljene, skulpturalne forme ter ga pogosto združuje z drugimi materiali. Sara Kresal je oblikovalka nove generacije, ki v tradicionalno obrt vnaša svežino, občutek za detajl ter izrazito avtorsko interpretacijo. Svojo vizijo steklo kot hladen arhetip preoblikuje v umetniški in brezčasen poudarek prostora. Sara, izhajate iz družine s steklarsko tradicijo in me zanima, kako je to vplivalo na vaše oblikovanje. A ste že kot mala deklica se kaj smukali po delavnici? Ja, res je. Moj oče že skoraj 40 let v tej steklarski dejavnosti, ampak jaz iskreno se kot majhna deklica nisem preveč smukala po delavnici. Spomnim se, da sem se včasih znašla na kakšni izmeri v popoldanskem varstvu na kakšnem objektu skupaj z očetom, ali pa so me posadili v pisarno, pa sem kakšno risbico narisala. Tudi tako, ko razmišljam za nazaj, sem bila kreativen otrok, ampak sem to kreativo bolj skozi gib, skozi ples izražala. Nekako ta moj umetniški izraz oziroma likovni izraz je bil bolj tak abstrakten. V tistih letih se pa zelo primerjaš s svojimi sovrstniki, ne? In si nikoli nisem mislila oziroma si nikoli nisem rekla, jaz bom pa bila oblikovalka ali pa želim si biti oblikovalka, ker so moje sovrstnice tako realistično risale razne podobe narave in živali. Jaz sem bila pa tako malo posebna, tako da se je potem v bistvu to oblikovanje pri meni pojavilo šele kasneje v gimnazijskih oziroma potem v času študija. Pri svojem oblikovanju izhajate iz preprostosti, iz glavnih značilnosti materiala. Kaj je tukaj tisto, kar vas pri steklu najbolj izzove? Pri samem steklu me najbolj izzove to, da v bistvu jaz oblikujem iz ravnega stekla, ne? Se pravi, jaz dobim ravno ploščo, ki potem dodajam neke oblike oziroma oblikujem v neke zaobljene oblike, v neke okrogle oblike in potem to nekako sestavljam skupaj. In v bistvu največji izziv je to, kako ravne ploskve sestaviti v neke nepravilne oblike oziroma neke oblike, ki niso pravilne, ravne, pravokotne, kvadratne. In ker je steklo hladen in tok material, kako mu potem vdihniti neko toplino oziroma mehkobo? To toplino in mehkobo jaz vdahnem v steklo ravno s temi zaobljenimi oblikami, z mehkimi oblikami, z okroglimi oblikami in pa hkrati z uporabo nekega toniranega stekla, sivo, rjavo, da ni res tisto prozorno in se mi zdi, da s tem potem nekako oblikujem celoto nekega izdelka, ki se ga ljudje ne ustrašijo, ne? Ker mogoče steklo na prvi pogled vsi povezuje z nečim hladnim, mogoče z nečim ostrim. Moj namen je pa ravno ta približati steklo ljudem in se mi zdi, da s temi okroglimi oblikami, zaobljenimi oblikami to dosežem. Pri oblikovanju steklo pogosto kombinira tudi z drugimi materiali, največkrat lesom in kovino. Tako zaradi estetike, kot tudi zaradi praktičnosti. Izdelek, v celoti izdelan iz stekla, ni vedno najbolj primeren za uporabo. V kombinaciji z drugimi materiali pa dobi na stabilnosti, toplini, hkrati pa postane še bolj privlačen za naročnike. V prihodnosti bi se rada poigrala tudi s kamnom, saj jo navdušujeta njegova materialnost in izraznost. Kaj vam je do zdaj bil največji izziv? Največji izziv mi je bila ravno ta nagrajena miza, ker je v bistvu prvi večji kos, tudi kos, ki je v bistvu v funkciji vsak dan. Je bil največji izziv, kako vzpostaviti to ravnovesje oziroma to stabilnost s tem nekim podnožjem, ki je
dosti minimalistično. Ob prvi skici je bil še bolj minimalističen, ampak seveda, da vse to stoji, da je stabilno in da lahko uporabljamo, smo mogli malo zadeve spremeniti in obliko in same dimenzije, da to funkcionira v prostoru. Reče se ji balerina. Tako. Ima to kaj veze z vašo plesno preteklostjo? Ne, nisem bila balerina, ampak nekako, ko sem potem ustvarila to obliko in ko sem gledala, se mi je nekako zdelo, da je ta namizna plošča zgornja kot neko krilo, ki ga imajo balerine, in potem ta spoden del, ta njihova trdnost na špičkah. In ne vem, nekako to predstavo sem dobila. No. Miza Balerina je našo pozornost pritegnila na nedavnem sejmu Ambient, pred 3 leti pa se je Sara na omenjenem sejmu predstavila z mizico Vakance in si prislužila nagrado Top Ideja 2022. Poleg izdelkov, ki so nastali pod okriljem njenega lastnega studia, Sara oblikuje tudi številne druge steklene izdelke, od tistih z dekorativnim pa do tistih z uporabnim namenom. Torej, v tej hiši najdemo veliko steklenih izdelkov, od steklenih vitrin, ki popestrijo lesene omare, stenska obloga v kuhinji namesto ploščic, steklena drsna vrata s črnim okvirjem in po meri izdelanim ročajem, prav za ta interjer. Enako se pravi nihajna vrata v sklopu velike panoramske steklene stene. Poleg steklene panoramske stene imamo umeščeno zaveso, da lahko prostor še bolj ločimo, torej bivalni in jedilnico. Potem imamo stekleno ograjo z umeščenim gorilnikom na bioetanol, ogledala v okvirih z ambientalno svetlobo. V kopalnici imamo drsno tuš kabino, ogledalo, ravno tako z LED osvetlitvijo in z dodatkom lesa, da se vse skupaj lepo poveže z preostalim pohištvom v kopalnici. Stranišče je izredno majhno, zato smo vanj umestili različne kose ogledal, da smo prostor optično povečali. Tako da to so neki tisti klasični izdelki, ki jih oblikujem skorajda oziroma vsak dan za druge naročnike. S temi svojimi izdelki, se pravi, kot je ta mizica, se pa mogoče proba malo pokukati izven okvirjev in pogledati izven okvirjev, kaj se da še s steklom narediti, da je malo drugače. Včasih je dovolj le iskra, nek majhen detajl v materialu, svetlobi ali ideji, da se rodi nekaj resnično posebnega. Sara Kresal je dokaz, da lahko iz te iskre nastane svet, ki ga osvetli steklo, preoblikovano z domišljijo in pogumom. V našem uredništvu verjamemo, da takšne iskre ne smejo ostati skrite. Zato jih radi ujamemo, predstavimo in pošljemo naprej, da zasijajo še močneje. Kajti vsak mlad talent, ki dobi priložnost, ne gradi le svoje poti, soustvarja prihodnost oblikovanja. In če nas kaj navdihuje, je prav to, pogled na svet, v katerem ideje rastejo, materiali oživijo, ustvarjalci pa dobijo krila.